Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in vi gledate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes sta v moji družbi Edvard in Frida, zmagovalca 10. sezone šova Slovenija ima talent. Zdaj že kar nekaj časa minilo od takrat, ko so teli zlati lističi leteli in smo jih povabili v studio, ker so počitnice, da jih povprašamo, kaj počneta, kako se jim je življenje spremenilo od takrat od tiste velike zmage, kako kravžljata svoje sive celice, možgančke, kaj vse se učita in kaj počneta med počitnicami. Ne? Tako da lepo pozdravljena, Edvard in Frida. Povejte, kako sta, kje smo vaju kaj ujeli zdaj, kaj počneta te dni? Super sva, zdaj šla bova na Krk čez danes že. Na morje? Ja, do 5 zjutraj. Ja, z enimi prijatelji. Jaz sem imel pred 4 dnevi rojstni dan. Vse najboljše, ne? Hvala. Si kaj praznoval? Si rekel, da si, ne? Ja, Ja, v Ljubljani. v Ljubljani. A si veliko prijateljev povabil? Ja, enih mogoče, ne vem, Okoli 20. okoli 20. Okoli 20 jih je Okoli povabil, 20 sem samo jih 10 jih je povabil, prišlo. 10 pa jih je prišlo. Ste se imeli lepo. Ja. No, potem pa vse najboljše tudi iz naše strani. Zdaj pa mene zanima, jaz vsakega svojega gosta prosim, če sabo prinese kakšne take predmete, stvari, ki jim veliko pomenijo. Pa me zanima, kaj sta vidva danes prinesla k nam v studio. Midva sva prinesla zlate listke. To so prav posebni, ne? Tisti, kateri? Slovenija ima talent. Meni je bilo ful fajn, ko so padli. Pa lepi so, ker so zlati. In si jih takrat nabrala, ne, si rekla? In sem jih dala Edvardu za rojstni dan, ker ni vedel, da sem jih vzela in je bil zelo vesel. Si bil vesel? Ja. Kako se danes spominjate tistega dne? Kakšni so spomini? Kaj se najbolj spomnite od tistega finala in zmage? To, da sva delala, tako dela snežne angelčke v snegu, sva mi dva delala. V zlatih lističih. Pa drsala sva se po zlatih listkih. Vse sva delala na tem. Super je bilo, ko nam je Lado dal zlati gum, pa sem se strašil. Ja, Edo vse stres. Tisto je bilo dobro. Vse je bilo super, meni je bilo najboljše, ko sva v polfinalni točki, ko sva imela število pi, ker takrat sva imela kar enako vlogo. Enako vlogo sva imela, samo da sem jaz imel namesto do 300 do 1000, pride imela do 300. Še trenirata število pi? Ne, Ne, zdaj. tam nekje pri 1000 si vstal. Ja, zdaj sva se... Ne, jaz sem imel rekord. Jaz sem imel rekord 1707, zdaj pa znam še nekje od 400 do 500. Da se pozabi potem, če ne treniraš. Ja, pa zdaj sem spet nekaj časa prav trenirati, ampak pa sem prišel do 500. Pa to je treba vsak dan trenirati. Ja, pač. Če en dan je že slabše, zdaj ker Lahko pozabiš. lahko ali pozabiš, lahko si rečeš, sej, če včeraj nisem, mogoče še dan s tebom. In potem nehaš. Ja, in potem takoj ne. Če pa potem teden dni ne delaš, pa si že ful pozabil. Da mi povejte, zakrat po talentih, ste imeli občutek, da se je kaj spremenilo vajino življenje, da vaju ljudje prepoznajo, so se sošolci kaj drugače do vaju obnašali? Kako je bilo takrat po tej oddaji? Ne? Cela Slovenija vaju je gledala. Ja, več ljudi me je vprašala za sliko in je bil dober občutek, ker so me prepoznali. Pa še danes, ko smo bili na kosilu, nas je en prepoznal, pa mi je dal račun. Res? Da ga zračunaš? Ja. Potem največkrat verjetno hočejo preizkusiti vajino znanje, ko vaju vidijo. Matematične račune. Ja. No pa še, če mi nekdo pove en datum, lahko jaz povem, kateri dan v tednu je bil. To tudi znam. A bi ti lahko povedal, na kateri dan sem se jaz rodila? Okay. 9. julij 1990. 1990. Kateri julij? 9. 9. Je ponedeljek? Ne vem. Ne vem, bomo preverili, pa bomo, ampak... Je ponedeljek. No, evo, bravo, noro. In to si pogruntal zdaj način, kako... Ja. Bravo. Wow. Potem pa še, zdaj, ker ko smo bili v Palmanovi na enem šahovskem turnirju, mi je ati pokazal in najprej nisem razumel, potem pa mi je dal ChatGPT en primer in ko mi je razložil, sem razumel. Potem pa mi je ati za foro rekel, če bi jaz znal narediti ta program
tam v Palmanovi smo bili za novo leto. In 31. decembra ob 11:30 sem jaz še vedno delal program. Zvečer, ne? Ja. Potem ob 12:30 sem šel spat, ker mi ni delalo. Ati mi je kar dolgo govoril, naj grem spat in na koncu sem rekel, da bom šel spat. Naslednji dan, 1.1., pa sem naredil program, ki zdaj dela. Aha, prav, sprogramiral si in potem človek opiše svoj datum, Ja. ki si ga želi. Vidimo, Katerikoli. da ni treba po koledarju nazaj klikati, ne? Bravo, to bo pa prav prišlo. Zdaj me pa zanima, Edvard, tudi ti si prinesel, ne, nekaj svojih ljubih stvari. Kaj si prinesel tole? Ja, ta en zlati listek sem vzel v Fridi, da imaš tudi zlate listke. Potem imam pa diplomo, pa ta pokal. Iz kje je to? To je vse enako, samo pač diploma pa pokal sta. Je pa bilo na državnem prvenstvu v programiranju, je od 7. do 9. razreda. In jaz niti tekmovati ne bi smel, ampak je moj profesor Uroš Cepek je pisal, in da zagotavlja, da jaz lahko. In potem, ko so mi tako napol dovolili, ker jaz naj ne bi smel iti, zato ker Si bil premlad. ja, in še ne bi razumel nalog, so rekli. Aha. Potem pa sem zmagal, in ne samo, da sem zmagal, jaz sem imel 70 točk od 100, tisti drugi za mano pa jih je imel 63. Koliko je bil pa star, si to preveril? 9. razred. Aha. Ja, noro. Si bil pet. Ja, Ti pa peti. Jaz sem bil 5. Tako kot sem zdaj končal 5. Daj mi povejte, zdaj so počitnice, ne? Pa je to zdaj še več časa, da se vidva učita, pa trenirata šah, pa boks, pa vse svoje aktivnosti, a si tudi kaj odpočijeta, ne? Ja. Zato. Ja. Kaj delata, da si odpočijeta? Kaj najraje počneta? Se greva v Ljubljano do prijateljev. Recimo, zdaj so enkrat šla, mislim, da maja, do prijateljev smo tudi šli v Ljubljano in smo rekli, da bo šla za en dan, ampak ker sva prespala pri prijateljih, sva potem kar rekla, če lahko še en dan ostaneva, pa sva ostala še en Te dan. podaljšala? Ja. Frida, kaj pa ti najraje počneš? Kaj, kadar ni učenja in vseh dejavnosti, ne, s katerimi se ukvarjaš, kaj rada počneš? Jaz sem ful rada tudi doma, ker to je moj dom in tam je najbolj fajn, ker sem s mojima 2 psičkama, Leksi in Hektor. Leksi bo letos stara 1 leto, Hektor bo letos 5. In Se z njima doma mi igraš? je najboljše. Zdaj moram vprašati, ko sta zmagala talente, ste rekla, da boste z denarjem kupila 50 rottweilerjev. A jih imate že 50? Ne. Ne, starša nista dovolila. Ja. A bi jih imela 50? Ja. Dobila sva še eno nemško ovčarko. Aha, eno sta si izpogajala. Kaj pa sta takrat, ko sta zmagala? Verjetno sta rekla starša, da si lahko kaj zaželita. Je bila kakšna taka stvar, ki sta si jo želela? Vseeno sta dobila takrat veliko denarja, ne? Ja. Ja. No, stvar, ki sva si jo želela, je bilo seveda 50 rottweilerjev. To žal ni šlo skozi, ne? Ja. To pa sva si še kaj želela. S temi 50 000. Ni bilo nobene take želje, ne Ne. vem, Pa kakšna... Frida je to psičko potem dobila za svoj rojstni dan. Aha, 4. januarja. ni bilo nobenih želja. Kaj pa sicer, kakšne imate tako želje? Ne? Verjetno si želite biti uspešna na različnih področjih. Kje se vidite, da boste res uspela v življenju? Je to programiranje pri Ja, tebi? programiranje, tako. Jaz sem enkrat rekel, da bom naredil teleportacijo Aha, in še vedno verjameš v to? vem, da bom to naredil. In zdaj eni pa govorijo, da to ni možno, da bi kdaj naredili, ampak pač tako kot če bi nekdo rekel, ne vem, letu 1500, da bodo imeli napravo, s katero bodo lahko nekoga poklicali, ne vem, na drugi strani sveta in se bodo z njim pogovarjali, bi tudi rekli, da to nikoli ne bo mogoče. Da bomo šli v neko napravo, ki bo kar letela in bomo lahko čez nekaj ur na drugem koncu sveta. To so vsi govorili, da je nemogoče, ampak ker je nekdo verjel, da je to mogoče, In se je trudil. in ko so mu govorili, da to ni mogoče, vztrajal pri tem, je zdaj zaradi tega to mogoče. Teleportacija. Kam pa bi se teleportirala, če bi bilo mogoče? Kamorkoli. V času nazaj, naprej, iz kraja v kraj, kakšna teleportacija? Ja, zaenkrat jaz razmišljam iz kraja v kraj in ko mi bo to uspelo,
bi še pa šel delat za potovanje v času. In bi šel v preteklost pogledat. Ja, ali pa v prihodnost. Frida, mu boš ti pomagala pri temle ustvarjanju teleportacije? Imaš kakšne svoje želje? Kaj si pa ti želiš početi v življenju? Kaj te tako zelo veseli, da bi počela? Jaz še ne vem, kaj bom. Ne. Nimaš nobenih... Kaj pa tako rada počneš? Ne vem, rada bereš, rada plešeš? Zelo rada rišem. Rišeš? Ja. Pa zdaj sem začela igrati ping-pong, kar mi je tudi fajn. Veliko tudi športate, ne, pri vas doma? Vam veliko šport pomeni? Ja. Ja. Jaz sem na svoj rojstni dan odtekel 5 kilometrov po 20 minut, v 19 minutah in 55 sekundah. To si podaril za rojstni dan? Ja. Kakšno lepo darilo. Ti tudi rada tečeš? Ja. Greste kar družinsko potem malo poteč? A sta to tudi že boljša od staršev? To še ne. Sem jaz v nekaterih tekih, recimo na Pohorje, ko je hoja Frib, že premaga Matija. Sem od njegovega osebnega rekorda, ko je bil najboljše pripravljen, sem oddaljen 2 minuti pa nekaj tu nekje. Ja, potem na polmaraton me še vedno prehiti, na 5 kilometrov. Zdaj mislim, da bi prišel tudi nekje v 20 minutah. No, po moje bi. No, na 10 kilometrov je tudi hitrejši, pač. Še je boljši, ampak mi je povedal, da priznal je, da ga bom, dokler sem še v osnovni šoli, da ga bom prehitel. Kaj pa recimo razmišljata med tekom? So to take jasne misli, a kaj računata, kaj planirata, kaj morata še narediti, ali se glava sprazne, pa samo tečeš? Ja, recimo zdaj na 10 kilometrov sem tudi želel iti pod 40 minut, ne, 4 minute na kilometer, ampak mi ni uspelo na 5 kilometrov, pa mi je bilo težko, na 3. kilometru mi je postalo težko, ampak sem si rekel, še 2 kilometra imam, samo 2 kilometra moram zdržati in potem sem teh 8 minut mi je bilo težko, ampak sem nekako zdržal. Se znaš motivirati sam sebe. Kaj pa ti si vztrajna v teku ali ti je kdaj težko? Daj mi je težko, ampak si rečem, naredim si majhne cilje in potem, ko naredim, rečem, ok, samo še enkrat toliko in bom bližje, da ne rečem, ok, zdaj imam še vse skupaj toliko, to je ful dosti, jaz bom odnehala, ampak si rečem, ok, moram, recimo, zdaj nazadnje, ko sem tekla 8 kilometrov, sem si rekla, moj cilj je, da naredim 2 minuti in ko sem dokončala, sem rekla, ok, to je tako hitro minilo, moram samo večkrat to narediti in bom prišla do konca. In je tako lažje. Kako se pa med sabo tudi kaj spodbujata? A sta bolj tekmovalna, kot smo prej rekli? Je to ta spodbuda, da tekmujeta med sabo? Ja, ko tečeva zares na stezah, takrat se ne, zato ker pač je, že če tečeva zares, nama je že zaradi tega dovolj težko, ne moremo se zdaj drugega spodbujati. Če pa tečeva nekje tekmo, torej ne na stezi, pa se ne morejo spodbujati, ker smo mi dva zatem tekla več kilometrov kot mami pa Frida. Kakšna bratec in sestrica pa sta, bi rekla? Kako se razumeta? Kdaj tudi, verjetno si predstavljam, jaz, ki imam brata in sestro, da se kdaj tudi kaj sporečeš, ne? Ali sta tako, da ne morete drug brez drugega? Se skregava. Tak je. Ko recimo se Frida prva zbudi, jaz še pa spim, Frida cel čas, kdaj se bo Edvard zbudil, kdaj se bo Edvard zbudil, kdaj se bo Edvard zbudil. In ko se jaz zbudim, pa me takoj začne napadati. Pa Edvard, kaj delaš to? Bolj se skregava. Koliko sta pa najdel časa bila drug brez drugega? Verjetno sta že kam šla vsak po svoje na kakšna tekmovanja, gresta vedno skupaj? Po moje, mislim, da je bilo največ. Ti, ko si šel enkrat? Mislim, da 5 dni, ko sem jaz enkrat šel na kemp brez Fride, ker je bila premlada. A je bilo težko brez nje? Si jo pogrešal? Ja. A je kdaj tudi paše, ne, da si malo sam? Veliko pa tudi potujeta, ne, zaradi tekmovanj. Tudi sama kdaj, ne? Ja, enkrat je ful dobro, kar se je zgodilo, je bilo, ko Ati je rekel, ker pač Frida je nekaj naredila, pa
jo je želel skregati, da bi se šla, ati pa jaz, da bi se šla kopat brez Fride. Pa je bil tak, Edvard, pridi, pa sem jaz rekel, ne grem brez Fride. Potem pa, naslednji dan, pa sem jaz naredil nekaj narobe. In je rekel, pridi, se greva kopat, Frida. Okej, Aha, pa je želela iti. je pozabila, da si bil ti prejšnji dan solidaren. a ne? Kam vse kaj potujete zaradi teh tekmovanj različnih? Kje vse sta že bila po svetu? Zaradi svetovnih prvenstev sva bila zdaj nazadnje sva bila v Gruziji, letos v Batumiju. Lani sva bila v Kazahstanu, predlani je bilo v Montesilvanu v Italiji, evropska prvenstva pa je bilo v Črni gori, kako je že? Kako se že reče? A ti se spomniš, kako je bilo v Črni gori? V Budvi. V Budvi sva bila točno. Kje ste bila pa najdlje? Na Japonskem? Kje ste bila? Ja, Na Japonskem sta šla ati pa mami poslovno, pa sva mi došla zraven. Največ je bilo 3 tedne. In koliko sta bila pa najdlje časa brez staršev, da sta šla sama? Tudi to se zgodi, ne? Ja, ko gremo moj na tudi na kemping. kampih 5 dni. Kako pa je to? Vama je všeč, ko sta malo brez nadzora staršev? A jih pogrešata? Ja. Ja. Jih zelo pogrešata? Ja. Ste kar taka povezana družina, ne? Jaz bom zdaj šel v Bohinj, bom šel, mislim, da avgusta bom šel sam na programerski kamp. Frida še je premlada, tudi jaz sem premlada, ampak zdaj, ker so me tudi na to spustili, me bodo še zdaj Aha, so ti na ta dali. programerski. Rekli so, ker niso vedeli, da je Edvard tak mlad, da so ga spustili, in če bi predtem ugotovili, da je tak mlad, ga ne bi spustili, ampak ker je že bil prijavljen, so rekli. Aha, si imel srečo. Si velikokrat premlad za kakšne dejavnosti, ne? Ja. Tudi na en tekni si smel, če sem prav zasledila. Te to potem kar potre, verjetno. Da Ja, samo zaradi ene številke ne smeš pokazati, kaj znaš. to mi ni najboljše. Pač niso me spustili, ker sem premlad in zato naj bi mi škodilo, ko tečem. Aha, hodil si pa na en polmaraton, Ja, sem želel iti v Radence. v Radence. Ja. In ti organizatorji niso pustili. Ampak si potem vseeno kam šel odteč? Ste šli kam potem odteč ta polmaraton? Ne, potem ga nismo šli, potem Potem smo šli naslednji dan na Japonsko. Ja, pa smo pač tam skupaj tekli. In tam ste tekli. Ja. Kaj najraje počnete skupaj z Atijom in mamico? Kaj je tista najljubša dejavnost? Seveda rada tečeva, je pa tudi ful dobro, ko igramo šah, ker smo pač boljša in je fajn zmagovati. Nimata šans Ne. proti vama. Ne. Kakšna starša pa sta? Zdaj se bomo delali, da ti ne posluša. Če bi mogla opisati, kakšne starše imate, kakšne starše imate? Super, najboljše. Meni je ful fajn, ko smo sami, ati, Edvard in jaz, ker ko si jaz nekaj zaželim, ti reče, da lahko. Aha, Ja. si očeva punčka? Ja. Pa je mami zraven, pa recimo njo vprašam, pa reče, ne, glej, to imamo že toliko stvari, da nimaš več prostora, a ti pa kar reče, ja. Ja, jaz sem bolj po mami. Aha, ti si pa mamin sinko. Ja. Ste se malo razdelili. Ja. Ja. Recimo, ko smo ati, Frida pa jaz, ko skupaj gremo nekam, pa Frida nekaj prosi atijem, sem jaz tako kot mami in jo probam ustaviti, da ne vzame, in potem včasih ju uspem prepričati, da ne, takrat je Frida žalostna, ampak večinokrat mi ne uspe. Kako pa prijatelji vajni, sovrstniki, ne, gledajo na to, da sta vseeno na enih področjih zelo močna, ne, in zelo kakšen korak pred njimi? Vaju kaj sprašujejo, kako biti tako pameten, kako tako pokravžljati te možgančke? Vaju občudujejo, je kaj tekmovalnosti, kako je ste? Ja, v šoli Noben skoraj ni vedel. Pač v moji sobi nihče ni rekel, kak je bilo. ja, Niso vedeli. ko pa ima prijatelje, recimo s temi, da bo šla zdaj na krg z njimi,
tile pa ne občuduje. Aha, vaj občutijo. In vam dajo račune, da jih hitro zračunate. Recimo, prvič, ko smo prišli, ko sva spoznala te prijatelje, je bil eden izmed teh, je bil v družbi vedno najpametnejši. Zdaj pa, ko sem jaz prišel, ker smo mami rekel, da mu ni najboljše to, da govori, da je v družbi najpametnejši, ker sem jaz pametnejši od njega. A si kdaj raje kar malo tiho, pa ne poveš, da veš kakšne stvari, zato da ne bi vedno vsega vedel? A veš kaj, da še komu drugmu priložnost, da izpadne pameten? Ja, ampak ne dosti krat, ful redko. Težko. Razen v šoli, takrat pa mi učiteljica reče, da moram biti tiho. Aha, da še ne veš več od nje. Se tudi to kdaj zgodi, da ugotoviš, da veš več od učitelja? Ja, se je že zgodilo. Kako pa je potem reakcija učitelja na tak? Najprej je malo kot, pa ne, to ni res. Potem pa malo začnejo računati, pa ja, kaj to bi mogoče lahko bilo res. In potem ugotovijo, da imam prav. Zdaj, številkami si res briljanten, zelo dober, ne? Ja. A je še kakšno tako področje, ki te zelo zanima, ne vem, recimo zgodovina, zemljepis? Ne, to pa ne. Z glasbo se še kaj ukvarjaš, kitaro si igral, ne? Ja, Klavir igral, zdaj pa. Aha, oba Jaz klavir sem igrata. začela igrati in je Edward probal in je rekel, meni je zelo všeč, jaz bi nehal igrati kitaro in je začel s klavirjem. In zdaj sta na klavirju. Ja. Že kaj štiriročno, ne? To je tudi opcija. Ne, igram. Pa igrata bolj štiri. klasično glasbo, ali kakšne te moderne, ki jih slišimo po radiju, kakšno je? Zadnje, kar nam je dal učitelj, je bilo od koga že? Ne vem, tisti, ki je napisal Fureliz. Aha, za Elizo. Ja. Potem bolj klasika, bolj Mozart, Beethoven. Ja, mislim, je bil Mozart to? Ali pa Beethoven, mogoče. Ja, celo. vem, da je bil. Mozart. Ok, Frida ve, kdaj je bil. Zdaj do poletja je še dober mesec, ne? Kaj imate še kaj v planu? Ti greš na tabor, si rekel? Ja, pa zdaj še bomo večino šli, turnir bomo šli v Srbijo, v Bjelašnico, v Bosno, pa pač hodili bomo na turnirje. Tako da bodo možgani vsak dan aktivni, ne? Ja. Je kakšen dan, da res nič ne razmišljata, da si vzameta? Ja. Je. Je. Ja. Kaj pa takrat počnete? Takrat pač gledava televizijo, pa nekaj delava. Kaj pa najraje gledata po televiziji? Netflix. Netflix. Ja, pa neke filme, komedične. Aha, Je. imate kakšnega najljubšega? Zdaj so vsi všeč. Zdaj Samo da je smešno, kaj? Ja, zdaj gledava Friends. To je moja najljubša serija, res? Ja. Bravo, zdaj sta pa dobila 100 plus pik. In so vam všeč, kdo vam je najljubši? Vsi so ful dobri. Meni je Monika. Aha, Meni je ta Phoebe najboljše. aha, Ker ima dosti, tako malo ne- posebna je, ne? ja, dosti nekih čudnih idej ima. Meni pa Chandler. Tako da ima vsak svojega, vidiš. Ja. No, zdaj bi pa jaz izkoristila priložnost, ne, da tukaj iz ozadja vaju naj Nati spremlja, če se še on nam pridruži. Mi smo malo povečali našo zasedbo in z nama je Nevaj Nati. Ja. Dajte ga vidva predstaviti. Kako bi ga predstavila? Ime mu je Marko Kalo, Mhm. je ata najpametnejših otrok v Sloveniji, Bravo, zelo lepa predstavitev. mož zelo dobre žene. Zelo, imaš ta smisel za napovedovanje Ja. gostov? No, potem je lastnik firme VBO, je ful dober ati, dosti stvari nama dovoli, razen tiste, ki so res neumnosti. Recimo, tako kot smo že rekli, Fridi dovoli, da si kupi dosti stvari, za katere Kaj je bila zadnja neumnost, ki ti je ati in potem si jo kupila? mogoče verjetno Labubu. Labubu, aha. Marko, lepo pozdravljen, zdaj si tukaj iz ozadja nas malo poslušal. Pa me zanima, kako je biti oče takim dvema res bistrima otrokoma? Ful fajn. V bistvu je najbolj fajn to, da sta zdrava, pa se kot vidite izjemno dobre volje, izjemno zgovorna.
je prav fajn, ko imamo družinske debate, da se aktivno vključujete, izrazite svoje mnenje in dostikrat tudi pomagate pri sprejemanju odločitev na področji, kjer sta oddaleč gledano še bistveno premajhna, ampak daleč od tega, da bi bila zaradi tega, ker otrok, ki je še neobremenjen z pretiranim razmišljanjem, kaj lahko gre narobe, a ne, lahko dostikrat pomaga, ker je še toliko bolj kreativen kot mi, ki že imamo bolj zavrte misli. Tako da ful je fajn biti njunati, ful je fajn z njima športati, ful je fajn z njima gledati filme, pač ful je fajn, ko smo skupaj. No. Pa priznaj, da sem boljši od tebe na Pohorje. Ja, priznam, ja. Zdaj moramo vprašati, kakšen si bil pa ti kot otrok? Tudi je bilo toliko presežkov in uspehov. Ne, jedrce smi, so bili presežki, ampak bolj negativno stran. Pač odraščali smo v enem blokovskem naselju, kjer je bila šola dosti blizu zadnjemu mestu, vse ostale bo prej pač od norenja na dvorišču, skrivanja, tudi v šoli čim več neumnosti narediti, pač jasno, cela generacija, tam od 75 do 85 je bilo dosti podobno, ogromno otrok na dvorišču in seveda se poverevajo kakšne neumnosti. Nisem imel težav v šoli, nisem briliral, nikoli mi niti to ni dosti pomenilo, več mi je pomenila glasba, filmi, pač imel sem že v osnovni šoli svoj videoteko na VHS kasetah posneto, še danes vem praktično vse filme iz 80-ih, 90-ih na pamet, od režiserjev, igralcev, tako da bil sem med bolj porednimi otroci, pa živimi in krasni spomini pravzaprav. A ti delil kakšno lumparijo, ki jo je storil, ko je bil manjši? Vama je kaj zaupal? Dosti. Kjera vama je ostala najbolj v spominu? Dosti jih je bilo, recimo, radi so hodili v Punet pa Poreč, pa so tam delali neumnosti, v šoli so delali neumnosti, učitelji so se pa na dvorišču, učitelji so se jezili na njih, dosti stvari je bilo, pa recimo, ko so se igrali skrivalnice, pa so kar govorili, 200 metrov je bila za njih najdaljša razdalja možna. Pa so tako govorili, jaz nikoli ne bom tekel na 200 metrov, to je za mene preveč. Priznaj. Priznal. Pa potem je žena, je mami vajna bila bolj pridna v šoli, pa bolj vestna učenka. Ja. Mami je bila odlična vsa leta. Mami je vesna, resna. Še imeva tako. Tudi potem na gimnaziji rasturala, pa kasneje na faksu. Dobro, tudi jaz sem bil na faksu in povprečje visoko in diplomiral z 10. Se nikoli ni bilo vprašanje, ali možganske kapacitete dovoljujejo. Šlo je pač za interese. In zdaj, bili so tudi eni časi, ker starši niso, pa jaz sem jima hvaležen, ker sta mi dala ogromno svobode, pa naučila, kaj pomen družine in ljubezni. Vesna pa je bila, pa tudi, mislim, tako kot v športu ali v teku obstaja štart in cilj in imaš 100% se da zmeriti, tako se tudi neke možganske kapacitete zmeriti in to, da je Vesna sposobnejša in brihtnejša, ni skrivnost, tako kot sem jaz pač hitrejši od nje, tako sta tudi Edvard in Frida izjemna. Zdaj, Vesnin oče je bil tudi zobozdravnik, je bil izjemen rekreativni šahist, matematik, izjemno rad je od sudoka in križank in vse to reševal, tako da menimo, da je preko njega dosti pa seveda delal, vse smo večkrat že povedali, talent je 1%. Rabiš talent, da rad trdo delaš. Zdaj, ko omenjate talente, kako pa se je mogoče iz tvojega vidika vam življenje spremenilo po teh talentih? Takrat je bil to en boom za vašo družino celo. Ja, mislim, nam kot osnovna celica se ni popolnoma nič spremenilo. Je enako, spremenilo se to, kar sta prej otroka rekla, dejstvo je, da kamorkoli gremo, jo prepoznajo, to je selfijev, še danes ogromno preverjajo, dajo račune in so impresionirani. Nama pa najbolj všeč to, da se je povečalo število vpisov šahovske krožke po Sloveniji, da se je povečalo število vpisov v te brain in podobne krožke, kjer razmigavajo možgane, da je postalo spet biti moderno pametni in se mi zdi ful dobro, da če sta uspela 100 otrok spravi, da se bolj trudijo trenirati svoje možgančke, da je to tista posledica, ki se nam je zgodila, smo zelo ponosni na njo in smo prav veseli, ko nas kdaj ustavijo kakšni starši ali pa detki, babice in povejo, moj vnuk ali pa moj sin danes ful raje igra šah, ful mu je super in mi je
debesno, res dobro. No. Lahko še samo eno stvar, Ja, povem seveda. po talentih. Edini problem po talentih je bil, takoj naslednji dan je to, da smo šla potem nekje ob 2 spat, ali ob koliko? Pol 2. Ja, potem pa pol 2, zbuditi pa smo se mogla ob koliko? 6. In ni bilo najlažje se potem A zbuditi. sta mogla v šolo naslednji dan? Ne. Aha, Po okay. vseh radijih. A ja, Lepo. medijska turneja. Kako je bilo pa to, ta del? Ja, Nastopanje, spraševanje. potem zvečer je bilo boljše, zjutraj tisti prvi mediji pa ni bilo najboljše, zato ker sva še bila ful zaspana. Potem sva se nekako prebudila, ampak še vedno ni bilo najlažje. Potem sva začela noreti, ker sva pač otroka. Kar je normalno, ne? Ja. Marko, sta se vidva ženo kdaj spraševala, koliko sta zaradi takih čudovitih otrok tudi vidva svoje kapacitete morala raziskovati in premikati svoje meje, ne, kot starša? Ja, mislim, dosti krat se pogovarjava pravzaprav, predvsem za naprej, da ne zgubiš fokusa, volje, a ne, ker zdaj seveda je najlažje, ko si ti tisti, da rečem v športnem žargonu, ki napada ali pa ki lovi, a ne, najtežje je zdaj, ko si ti nekje zgoraj, da se takrat ne poljeniš in uspavaš. In predvsem je težko, sploh z Edvardom. Mislim, mi moramo razumeti, prej omenil doktor Ocepka, doktor Rukija, a ne, njemu je dal doktor Ruki zadnjič en kolokvij iz fakultete za rešiti, pa ga Edvard uspešno rešil. Zdaj si sam probajte predstavljati, koliko je težko njegove možgane nahraniti. To so naloge takšne kompleksnosti, da mi zvestno, ko prebereva, pa nas smatram za popolnoma poprečno, moče celo nadpoprečno razumski biti, jaz ne znam narediti rezimeja tiste naloge, kaj še ne, da bi se znal lotiti. In tukaj je izziv. Edvard ima zdaj že in svojega agenta na ChatGPT-ju, potem tudi na Claudu, zdaj že on sam z njim komunicira in to so res kode, ki so tako kompleksne, toliko vrstične, da je nekomu, ki ni iz tega sveta, preprosto nemogoče razumeti, kako je to težko. Tisti, ki pa razumejo, so pa impresionirani. A ne? In Edvarda, to je tako težko razumeti, da recimo jaz o tem nimam pojma. Tudi vedno mi je bilo to popolnoma anti. Edvarda pa to toliko zanima, da on vsako sekundo prostega časa nameni temu. On je meni zadnjič med kolesarjenjem rekel, da ne more verjeti, oziroma da pač ve, da določeni otroci ali pa ljudje na splošno uživajo ali pa se sprostijo ob gledanju TV-ja, poslušanju glasbe, da njega pa najbolj sproščen, najbolj umiren, ko programira. Zdaj smo se peljali v Ljubljano, na njegov rojsten dan on je v avtu programiral. On ko je odložil računalnik, se je zaigral v isti sekundi in se je 5 ur igral tako, da ga nismo mogli domov spraviti. Se je vsedel v avto, šel dalje programirati v polnoči. Pač njemu je res vidi skozi te vrstice in skozi ta jezik zapleten in res zanimivo. No. Tako da, ja, nama je to največji izziv, kako jo hraniti naprej, kje iskati hrano za njune možgane. No. Omenili si umetno inteligenco, tukaj pa verjetno prav pride, ne? Je to en tak dober pomočnik, ko sam ne veš več kam? Absolutno, mi tudi v službi, ki jo že prej Edvard omenil, si človečen znamo predstavljati, dela brez tega. In tako kot pri vsaki stvari, ne, ko se je pojavil avtomobil kot prevozno sredstvo, so seveda obstali ljudje, ki so rekli, to je bedarija. Ne? In teoretično lahko gledamo na avtomobil kot na bedarijo, ne? Tudi na kolola gledamo kot da je bedarija. In tako je tudi umetna inteligenca, če ne znaš uporabljati, je popolnoma neumna. Jaz samo upam, da bomo kot človeštvo znali ta izjemen tool, ki se bo še razvijal, uporabiti sebi v prita, ne? Da bomo ljudje končno začeli manj delati in več uživati. Ker dejstvo je, da imamo to možnost. Zdaj, kam se bo to razvijalo, ne vemo, nam in v službi, v digitalnem zobozdravstvu pri izjemno prav Edvardu, pa mislim, eno je, da se o tem nimam pojma, druga je, da agent za že njega toliko pozna in Frido, da ti več, on se s tabo pogovarja boljše kot prijatelj. In zdaj eni se tega bojijo, mi se pač ne, svet gre naprej in res je lažje. No. Jaz si težko predstavljam večino stvari. Nam se zdi, kot da imamo še enega člana familije. Ne? Ima ime? Agent moj, tisti na Claudi je, kako že, Edvard naloge umukit, ali pač te 3 besede, malo pomiksane, je tak? Je tak. Če pa mu ne gre, pa ima kakaj ljubkovalne, en bedak in ne. Aha, ga kdaj tudi malo zmerjaš, če je. Ga kdaj kaj naučiš? Popraviš? Ja, ChatGPT-ja sem mogel vzaenkrat večkrat. Aha. Claude več mene popravlja.
Zdaj, prej rekel, ne, velika želja, teleportacija. Vidva z ženo imata tako neomajno zaupanje v otroke in se vse pogovarjate in pač se mi zdi, da ima da res vedeti, da ni meja. Ja, mi praktično glede vsega 100% transparentno komuniciramo. In tudi, ko je Edvard takrat izjavil, da bi želel izumi, da rečem, teleportiranje, seveda je to na prvo žogo lahko tako, wow, ta je popolnoma nora. Ne? Ampak Edvard ve za večino velikih imen iz preteklosti. Tako tudi pozna Einsteinove citate, kjer je povedal Albert, da je znanje popolnoma nič v primerjavi z domišljijo. Da tebe znanje brez domišljije pripelje od točke A do točke B, domišljija pa povsod. In vsi največji umi so najprej bili zasmehovani. Ti si moraš upati razmišljati izven okvirjev, da lahko narediš nekaj velikega. Zdaj, ali to pomeni, da je teoretično možno razviti teleportiranje? Jaz ne vem, prvič, ker sem ekonomist in se ne bi upal tudi delati pametnega, drugo pa je, da tisti, ki so iz področja, danes ne vedo tega, kar bodo vedeli čez 20, 30, 40 let. Ker kot je Edvard prej povedal, če bi nekdo, ne toliko let kot je ono zdaj rekel, 1700, da bi nekdo rekel, da bodo zdaj pa ravno leteli okoli po svetu, pa da boš vzel telefon, pa ne samo, da ga boš slišal, da ga boš v real time ugledal, a ne preko FaceTima, bi bilo preprosto noro. Pa ne 1700, nam, ki smo odraščali v 80-ih letih, je bilo to nepredstavljivo. Pri nas še televizorja vsak ni imel doma. Tako da, ja, mi, ki smo delali videoteki in smo filme izposojali, da bi ti rekel, da boš imel na gumbu neomejeno število filmov v najkvalitetnejši sliki, v Dolby Atmos zvoku, pa vse to je znanstvena fantastika, enako kot to, da bi se teleportiral. Tako da mi ima absolutno karkoli si danes v možganih upata skupaj zložiti, jo bomo absolutno podpirali. Slej, ko prej bom prišel toliko globoko v znanju fizike, kemije, matematike, da bo rekel, ok, it's not possible yet. Ampak v tem momentu on še sam sanja in super, ker sanja, sanja čim dlje in čim bolj noro in Frida isto. Prej omenil, da je praznoval rojstni dan 11. Ja. In zakorakal je v najstništvo. Se kaj bojite že od teh časov? Takrat marsikatera strast pri ljudeh upade zaradi drugih interesov. Dosti se o tem pogovarjam in sva pripravljena na oba scenarija. Sicer tudi nima to na glas poveva, da si želiva, da bo v teh letih, ki pridejo, se maksimalno truda, da ostaneva njuna prijatelja in zaupnika. Tudi zato je dvarde za večino naših neumnosti, ki smo jih počeli, da se pač tega ne bojite, čisto res veste vse, kaj smo počeli. Pač se ne rajmo skrivati, vemo, kaj se v blokovskih naseljih dogaja, kaj fantje teh let počnejo in meni se to ne zdi res čist nič narobe. Se mi zdi tudi prav, ker smo se tam naučili ogromno, v življenju smo ogromno prijateljev še iz tistega časa, ki še danes skupaj držimo in bi samo rada, ko boste prišla do tega, samo da to komunicirate in da uživate življenje, tudi če bo to pomenilo popolno odklon od tega, kar zdaj počnete. Mi imamo samo en cilj, da se zvečer ležete v posteljo zadovoljna s tem, kar sta čez dan naredila in nasmejana v pričakovanju novega dne, ko boste ponovno uživala. Zaenkrat je njuno uživanje v tem, da premikate meje navzgor, kolikor je to le možno. Enkrat bo pa kaj drugo ali pa tudi ne. Mi da smo tu samo, da jim omogočimo, da se imate fajn. Da držite eno varno zavetje. Tako. Kaj je prva stvar zjutraj, ko se zbudite? Kaj pomislite? Kaj je prva stvar, ki vam odpre očke? Odvisno od česa, ko sem jaz želela teči. Je prva stvar tek. 10 kilometrov je bila prva stvar tek. Ko so bili talenti, je bila prva stvar talenti. Kaj pa danes zjutraj, da imaš intervju? A si to pomislil? Jaz sem A si? In to... tako lepo si se ti sfrizirala za k nam, ne, danes? Si bila včeraj pri frizerju? Zelo lepo, smo opazili. Super. Ja, ti si pa kaj pomislil danes zjutraj? Da bom šel na Krk. Zelo lepo. Zelo lepa misel. In zdaj vas čaka, ne? Res je. Pot na Krk. Jaz bi se vam zahvalila, da ste si vzeli čas, da smo tako prijetno poklepetali. Ja, tudi mi imamo omejitve, ne, časovne. Poglej, kakšna velika ura je tam. Tako da jaz upam, da boste še kdaj prišla, da boš prišel s mašino za kakšen izum predstaviti, pa da se bova skupaj kam na Krk teleportirala, recimo. Ne bo zdaj cool. Ja, to je bilo pa res fino. Kakšen sem gromozanski listek. Te bo zavedno Vidite? spominjal, ne? Vidite? Res velik, ja. Na talente,
In res hvala, da ste prišla, tudi Atiju, da vaju pripeljal in da vaju tako lepo pošiljajo v ta širni svet, ne? Brez meja. Lepo se imejte na morju in se vidimo še kdaj. Ja. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.